Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, ura je 12, pričenjam 14. izredno sejo Državnega sveta. Ugotavljam, da se vas je večini že uspelo prijaviti v aplikacijo Cisco Webex oziroma pridružiti današnji seji. Predvidevam, da bo to v naslednjih minutah uspelo še vsem ostalim, ki se niso opravičili za današnjo sejo. V skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta bi prosil strokovne službe, da ugotovijo prisotnost. V dvorani so prisotni 3 svetniki, 28 jih je prisotnih na videokonferenčnem sistemu, to se pravi, da nas je 31. Ugotavljam, da smo sklepčni in dovolite, da pričnemo s 13. izredno sejo Državnega sveta, ki sem jo sklical na podlagi, 14. izredno sejo Državnega sveta, ki sem jo sklical na podlagi 30., 32., 33a in 75a člena Poslovnika Državnega sveta in na podlagi dogovora s kolegijem Državnega sveta v razširjeni sestavi z dne 30.4.2020. Za današnjo sejo se prisotne v dvorani prosim, da izklopijo mikrofone na svojih napravah. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije Igorja Zorčiča in predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janšo. Preden nadaljujemo, vas prosim, da imate tisti, ki ste se seji pridružili prek aplikacije Webex zaradi izločitve neželenih zvokov iz okolice, vaše mikrofone med sejo izklopljene. Besedo vam bom dodeljeval jaz kot predsedujoči seji. Kar se tiče prijav k razpravi, tiste, ki ste v dvorani, prosim, da se k razpravi prijavljate z dvigom rok, tiste, ki ste se seji pridružili nadaljavo, pa naprošam, da se med sejo k razpravi prijavljate z uporabo gumba Raise Hand, do katerega lahko na aplikaciji dostopate preko 4. gumba z leve proti desni. Ko razpravo zaključite, vas prosim, da ponovno pritisnete na navedeni gumb, poimenovan Raise Hand, s čimer spustite dvignjeno roko, saj z navedeno funkcijo lahko upravljate samo vi, meni pa onemogoča dajanje besed po vrstnem redu ostalim, kar vas vidim še vedno kot prijavljene, če tega ne storite. Tisti, ki ste na seji prisotni neposredno v dvorani Državnega sveta, še enkrat vas prosim, da uporabljate mikrofone na klopeh, ne pa mikrofone na vaših prenosnih napravah. Toliko za začetek, zdaj pa predlagam, da prejdemo na določitev dnevnega reda. S sklicem seje 30.4.2020 ste prejeli dnevni red, ki se glasi: prva točka, predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, EPA 1122/8. Druga, predlog odložilnega veta na zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, EPA 1120/8. In tretja točka dnevnega reda, predlog odložilnega veta na zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 COVID-19, EPA 1121/8. V skladu z drugim odstavkom 75a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 14. seje Državnega sveta naslednji. Prva točka, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, EPA 1122/8. Druga točka, zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, EPA 1120/8. In tretja točka dnevnega reda, zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 COVID-19, EPA 1121/8. Skladno s poslovnikom od predlagateljev dnevnega reda nisem prejel ne predloga za umik, niti predloga za razširitev dnevnega reda. Zato prehajamo na obravnavo prve točke dnevnega reda.
Predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. EPA 1122, pomišljaja rimska 8. Državni zbor je zakon sprejel na 35. izredni seji 28.4.2020. Kot gradivo ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem seje. Predlog odložilnega veta skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim Milanom Ozimičem ste prejeli po elektronski pošti 30.4.2020 s sklicem seje. Predlog zahteve državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim Milanom Ozimičem, ste prejeli 30.4.2020 po elektronski pošti. Predlog zahteve državnega sveta je obravnavala interesna skupina lokalnih interesov. Njena stališča ste prejeli po elektronski pošti. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve državnega sveta vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta z zahtevo, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Ali želi predstavnik predlagatelju predloga odložilnega veta podati obrazložitev njegove vsebine in hkrati predstaviti tudi stališče interesne skupine lokalnih interesov? Ja. Izvolite, besedo ima predstavnik interesne skupine lokalnih interesov, državni svetnik Milan Ozimič. Skladno z 39. členom poslovnika imate na voljo 15 minut. Dovolj, predsednik, da ne popravim, jaz sem prvi podpisan in predstavnik predlagateljev. Ja, jaz se opravičujem. Je druga vloga, ki jo lahko imam na tej seji. Torej, podajam obrazložitev predlogov odložilnih vetov na navedene 3 zakone. In sicer, če ste prebrali obrazložitev, vam je verjetno popolnoma jasna, predlagam samo namen vsebino, torej namen odločanja državnega sveta o vetih zaradi pohitritve sprejemanja in čimprejšnje uveljavitve je podana z tem namenom, da se državni svet na podlagi, pravzaprav kot se je izkazalo na podlagi včerajšnjega dogajanja, edina možnost, da se državni svet opredeli do predloženih zakonov, torej da v najkrajšem možnem času izkoristi možnost odločanja o vetu in tudi zaradi tega, ker je v povezavi z uveljavitvijo zakonov na podlagi zakona o referendumu in civilni inicijativi tudi pogoj, da lahko zakonodajni postopek sprejemanja nadaljuje državni zbor šele po opredelitvi državnega sveta v zvezi z vetom, torej šele po 7 dneh. Zato danes ta veta niso namenjena vsebinski opredelitvi, seveda jo tudi dopuščajo vsakemu svetniku, da se izrazi za ali proti. Pobudniki v nobenem smislu tega predloga obravnave vetov ne vlagajo zaradi eventualne nepodpore ali nesprejemanja predloženih zakonov, ampak zgolj zaradi pospešitve možnosti uveljavitve tega zakona. Kot je v obrazložitvi zapisano, kakršnakoli odločitev zveta za ali proti daje možnost nadaljevanja v državnem zboru v vsakem primeru. Če veta ne bodo podprta, potem bo pač ugotovil, da državni svet ni podal veto in lahko nadaljuje z postopkom v primeru, da pa so veta izglasovana, pa bo lahko ponovno odločal in seveda ta veta spremenil v odločitev, kakršno je pač že
večinsko sprejel v prvi fazi njihovega sprejemanja, torej ne bo o njih pač ponovno odločal, tako kot so posledice izglasovanih vetov. Razni drugi pomisleki oziroma nameni v zvezi s tem so pravzaprav neutemeljeni in seveda večina predlagateljev, s katerimi sem govoril, sopodpisnikov, bo seveda tudi, ne glede, da je ta veta predlagala, bo glasovala proti njihovega sprejemu. V tem postopku danes gre za to, da pravzaprav razrešimo tisto zagato, ki smo si jo včeraj iz različnih razlogov ne bi razglabljali o vzrokih in vsem tem. In po drugi poti pravzaprav ni neke možnosti, da to storimo v tistem času, od katerega se od nas pričakuje. Od Državnega sveta pa se pričakuje, po mojem mnenju, da o stvareh, kakršnekoli so že, odloča. In danes je ta možnost dana vsakemu svetniku, tudi po posvetovanju ali pa sodelovanju strokovnih služb Državnega sveta, je za takšen sklic seje brez dvoma, da kršimo kakršenkoli poslovnik utemeljeno. In toliko v tem uvodnem uvodni obrazložitvi. Če ste natančno obrazložitev tudi prebrali, vam je verjetno jasno, kaj za tem danes storimo. Nič drugega, kot omogočimo pospešeno uveljavitev zakonodaje, ki smo jo pravzaprav iz večine razprav tudi na včerajšnji seji potrjevali in ocenjevali kot primerno. Tudi danes pravzaprav pričakujem, da bomo kot Državni svet ravnali tako, kot se od nas v takšnih razmerah pričakuje, in da bomo odločitev Državnega sveta, kakršnakoli že bo, danes sprejeli, ki bo popolnoma jasna in bo omogočila nadaljnje ravnanje Državnega zbora in seveda vseh nadaljnjih postopkov, da bo ta zakonodaja čim prej uveljavljena. Hvala za dano besedo za uvodno obrazložitev. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelju, državnemu svetniku Milanu Ozimiču, in se vam obenem opravičujem za proceduralni spodrsljaj. Državni svetnik Milan Ozimič je predstavnik predlagatelju. Ponovno sprašujem državnega svetnika Milana Ozimiča, ali želite tudi predstaviti mnenje interesne skupine lokalnih interesov? Ja, lahko zelo na kratko. Prosim. Torej, v sklopu današnje priprave seje interesne skupine, kot priprave na to sejo, je bilo interesni skupini tudi pojasnjeno in vsi prisotni državni svetniki na tej seji, člani interesne skupine lokalnih interesov, so podprli sklep, da teh vetov interesna skupina ne podpira. Torej, nima nobenih vsebinskih zadržkov proti uveljavitvi teh zakonov. Zahvaljujem se državnemu svetniku Milanu Ozimiču.
Ali želijo besedo predstavniki ostalih interesnih skupin? Besedi se je v dvorani prijavil državni svetnik Igor Antauer, predstavnik interesne skupine delodajalcev. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj, tistim doma in tistim v dvorani. Jaz samo sporočam, da je se sestala interesna skupina delodajalcev, ki je jasno povedala, da veta ne bo podprla. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku interesne skupine delodajalcev, državnemu svetniku Igorju Antauerju. Ali želijo besedo še drugi predstavniki interesnih skupin? Sodeč po tem, da ni prijavljenih v videokonferenčnem sistemu, predvidevam, da ne, in odpiram razpravo. Ali želijo razpravljati državne svetnice in svetniki? Da, prvi se je k besedi prijavil državni svetnik Bogomir Vnučec. Izvolite, imate besedo. Ja, lep pozdrav, se slišimo? Slišimo. Ja, lep pozdrav iz Zagorlice, ker imamo lepo sončno vreme, meje občine so odprte, tako da vabljeni na Bled in Bohinj. Kranjsko Goro je moje območje, če ima kdo kakšno željo. Jaz bi sam moram povedati, jaz sem se podpisal za ta veto ne zaradi veta, ampak zaradi tega, ker imamo invaliden poslovnik, ki nam ne omogoča, da bi lahko rešili zadevo, tudi razumem predsednika, da včeraj ni mogel speljati zadeve, bi pa pričakoval od strokovnih služb, da bi čim prej pripravili po uradni dolžnosti spremembe našega poslovnika, zakona o državnem svetu, da ne bomo državni svetniki spet prišli v tako situacijo, kot smo bili včeraj, ki smo izpadli bebci. Državni zbor je čakal odločitev državnega sveta, ki ga ni bilo. In danes spet čakajo, kaj bomo mi rekli. To je ena stvar. Druga stvar, tudi spoštujem mnenje kolega Štrukla, ki je upozoril včeraj na to zadevo. Jaz se s kolega Štruklem bom čisto rekel, 80% strinjam, v 20% pa ne, ampak to ni noben problem. Ampak stališče delodajalcev me pa moti. Gospa Lahova je včeraj govorila nekaj čisto drugega, kot je zapisala v svojem mnenju. Jaz se upravičujem, državni svetnik Vnučec, ampak dajte razpravljati o temi. Nisem zaključil. Predsednik, nisem zaključil. In me moti mnenje delodajalcev. Kajti, te zakoni so napisani prav zaradi pomoči gospodarstvu. In če predsednica odbora za gospodarstvo ne zna povedati, a je za veto danes ni bila podpisana po to rešitev, ki sem se jo jaz, moram reči, zelo težko podpisal. Zaradi tega, da ne bo napačno razumljeno, da smo mi za veto. Mi smo proti veto, ampak smo zaradi tehničnih razlogov se podpisali za ta veto. In od delodajalcev bi najmanj pričakoval, da so prvi tisti, ki bi to predlagali. Pa niso, ampak so neki, oni bi, pa ne bi, pa tako naprej. In me moti, da mi nekdo nekaj predava, pa da poslušam predavanje, pa nisem za ta zakon, tudi za kakšnega prej, pa da forum, državni svet ni forum za kakšne frustracije. So druge institucije, sam to. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Bogomirju Vnučcu. Želi razpravljati še kdo izmed svetnic in svetnikov? V besedi se je prijavila, predvidevam, da je to replika in da ne bo izkoristila prijavo k besedi, temveč prijavo k repliki državna svetnica Marija Lah, predsednica Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in članica interesne skupine delodajalcev. Marija, izvolite, imate besedo. Hvala lepa za besedo. Želela bi samo poudariti zelo v kratkem. Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je kot pristojna komisija ob obravnavi vseh treh zakonom nedvoumno in zelo jasno izrazila podporo tem zakonom. Moj namen včeraj je bil samo to, da te zakone speljemo in damo jasen signal tako državnemu zboru, kot tudi javnosti, zakaj se kot državni svet zavzemamo. Ne bom razpravljala, zakaj to včeraj ni bilo možno. In kot tretje,
Pod zahtevo za veto se nisem podpisala zato, ker je naša delodajalska skupina, torej interesna skupina delodajalcev, včeraj po seji Državnega sveta, nemudoma po seji, sprejela sklep, da podpira te zakone in s tem sklepom seznanila tudi vse svetnike in ostale interesne skupine. In ostro zavračam, bom zdaj rekla milo, nerazumevanje s strani svojega kolega. Hvala lepa. Zahvaljujem se državni svetnici magistrici Mariji Lah. Državnega svetnika Bogomira Nučca prosim, da spusti roko prijave v besedi. Tudi državno svetnico Marijo Lah. Ali želi besedo še kdo izmed državnih svetnic in svetnikov? Da. K besedi se je prijavil državni svetnik dr. Matjaž Gams. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, prisotnih mislim, da drugih ni, ampak v redu, pardon, vsi lepo pozdravljeni. Če dovolite, bi se tudi sam pridružil tem kolegom, jaz sem podpisal z namenom, da se situacija uredi, ne pa zato, da bi res vlagal veto. Čeprav sem naštel 3 vsebinske razloge, ki mislim, da jih bomo še obravnavali, ampak je po drugi strani tako bolj pomembno, da ta hip tista podjetja, ki jim grozi, da bojo propadla, da dobijo relativno hitro pomoč. Bi pa še enkrat rekel nekaj, kar se mi zdi, da je morda malce premalo pozornosti. Namreč, tako kot je bilo včeraj, pa ko je danes, prihajajo na dan marsikateri problemi, ki jih ne bi bilo, jaz mislim, da jih ne bi bilo, če bi imeli normalno zasedanje. Zdaj smo v nekem takem umestnem stanju, pravno so stvari neurejene in je zato treba pokazati več strpnosti in kolegijalnosti. Mislim, da recimo primera, včeraj sem imela s kolegom Požunom neko debato, zato ker so besede mogoče narobe razumljene, pa ni bilo niti z moje, niti z njegove stvari tako verjetno mišljeno, ampak mogoče pa tudi kakšni so pa druge debate so bile pa morda že v osnovi mišljene mogoče malce manj konstruktivno. Ampak ne glede na to bi upozoril, da dajmo to situacijo razrešiti, upam, da danes bo razrešena in potem čim prej priti na normalno delovanje. Mi v Državnem svetu moramo biti tudi za zgled vsem ostalim. In ne samo, da moramo normalno poslovati, kar se tiče pravilnikov, zakonov in tako naprej, ampak jaz mislim, da tudi s prisotnostjo tukaj, ker če dovolite po desetletjih izkušenj z uporabo telekonferenc, čim večja je skupina, čim večji je pomen po nekem brainstormingu, tem slabša je telekonferenca v primerjavi z normalnim zasedanjem. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku dr. Matjažu Gamsu. Naslednji se je k besedi prijavil državni svetnik Branko Šumenjak. Izvolite, imate besedo. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav. Zdaj, danes bomo verjetno priča novemu načinu dela v Državnem svetu, ker bomo z tem vetom pokazali, da se z predlaganim vetom lahko tudi zakonu da podpora. Namreč 21. člen, ki je bil sprejet k zakonu na novo, k zakonu o referendumu ljudske iniciative, govori o opredelitvi Državnega sveta do zakona. Mi smo, nažalost, imamo v poslovniku napisano tako, da se do tega lahko opredelimo samo s tem, ko glasujemo o vetu. Drugače se mi po sprejetju v Državnem zboru o tem ne moremo odločiti. Mi imamo poslovniške možnosti in tudi ne rabimo. Mi lahko ta veto uporabimo tudi za to, da damo zakonu podporo, da predlagamo veto in veta ne izglasujemo. In s tem, ko smo to naredili, smo tudi dali podlago iz 21. člena tega zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki je na novo predlagan, da Državni zbor takoj sprejme sklep, ki smo ga včeraj dobili tudi na Državnem svetu od vlade, ki predlaga oziroma govori o tem, da o tem zakonu ni dopustni referendum. In Državni zbor mora o tem sprejeti še sklep, ko bomo mi zdaj ne bomo izglasovali tega veta, bo dejansko zakon začel veljati, Državni zbor pa še mora sprejeti sklep, da o tem ni dopusten referendum.
Tako da mi imamo vse podlage, tudi novinari ne morejo, tako kot so se oni bali, da bodo komplicirali zdaj okrog tega, da smo predlagali veto. Do zdaj je bil veto razumljen kot nasprotovanje zakonu. Jaz pravim, da ni vedno tako, da je lahko tudi podpora zakona. V tem primeru ta veto, ki sem ga jaz ni podpisal, je podpora temu zakonu in ne nasprotovanje. Toliko. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branku Šumenjaku. Naslednji se je k besedi prijavil državni svetnik Franci Rokavec. Izvolite. Samo trenutek, prosim, Franci Rokavec. Imate zvok, izvolite. Ja, hvala. Hvala za besedo, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Jaz bi se samo pridružil že tej razpravi, ki je imel predhodnik kolega Šumenjak. Mislim, da je potrebno se pravi, te šole, ki smo imeli včeraj in danes sprejeti ugotovitev, da je treba čim prej ustrezno dopolniti naš poslovnik, ki bo na nek način jasno opredeljeval te postopke, ki jih na nek način zdaj se lahko rešuje samo na tak način, kot smo se to reševali in rešujemo danes. Kljub vsemu pa, da bo zadeva preko eksplicitno jasna, jaz bom seveda podprl vse 3 zakone in zagotovo nasprotoval vetu, tako da pričakujem, da bo takšno stališče tudi seveda tudi ostalih svetnikov v državnem svetu. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Franciju Rokavcu, tudi prosim, da spusti roko prijave. Branko Šumenjak, tudi prosim vas, da se odjavite od zahteve po besedi. Ali želi razpravljati še kdo izmed državnih svetnic in svetnikov? Ugotavljam, da ne. S tem je razprava zaključena. Ali želi predstavnik predlagatelju predloga odložilnega veta podati dodatno obrazložitev? Ja, Da, izvolite. želim, ampak te dodatne obrazlage, samo želim povedati to, da iz vsega povedanega v razpravi in slišanega me prav veseli, da smo se iz godle, ki smo si včeraj zakuhali tako ali drugače, na kateri ne moremo kriviti enega krivca ali kakorkoli, lahko pač ugotovimo, da se znajdemo tudi v takšni situaciji, ki nam lahko povzroči takšne probleme in da smo se iz te situacije nekaj naučili in da smo kljub temu iz tega našli neko pot, ki nam kaže tudi možno bodoče ravnanje v bodoče. Veseli me, da je pri vsej tej zmedi in vsem, kar se je dogajalo, le prevladala, ne bom rekel zdrava kmečka pamet, ampak še bolj pomembno zdrava pamet. In vesel sem, da je do tega sklica seje prišlo, da smo si nekaj le razjasnili in da bomo kot državni svet izpolnili tisto nalogo in tisto pričakovanje, ki se od nas pričakuje tudi v takšni situaciji krizni, kot je sedaj, ko nam marsikatera pravila, ki jih imamo zapisana v poslovniku, postavljajo birokratsko oviro, ki je potem vzrok za takšno ali drugačno nerazumevanje in interpretacije. Hvala za to vam vsem in pričakujem, da bomo tudi glasovali tako, kot si ti zakoni po svoji vsebini zaslužijo. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelju. Prehajamo na glasovanje. Želi kdo izmed svetnic in svetnikov obrazložiti svoj glas?
Svoj glas želi obrazložiti državni svetnik Marjan Mavčec. Izvolite. 2 minuti. Ja, hvala za besedo, vse bom krajši. Zelo sem zadovoljen z tem, da je Ozimič edini, ki je pravilno razmišljal. Že včeraj vsi drugi smo pač narobe, tudi ti, ki nismo imeli besede, in se mu zahvaljujem, da je rešil državni svet in da je predlagal ta veto. Jaz bom glasoval za sklepe, ki so predlagani, pomeni v tem smislu, da pač podpremo zakon, ne pa veto. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Marjanu Mavčcu. Prosim, da izbrišete prijavo k besedi. Obrazložitev glasu je želel še Bogomir Vnučec. Izvolite. Bogomir Vnučec, prijavili ste se k besedi za obrazložitev glasu. Če to ne drži, vas prosim, da odstranite zahtevo za prijavo. Imaš vklopil, bom pa lahko povedal. Ja. Samo... Izvolite. Hvala. Jaz bi samo rad povedal, da sem proti vetu, ker formula 1+1 ni 2 v tem trenutku, smo v izrednih razmerah in zdaj je 1+1 je 4. Tam to bi rad rekel. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Bogomirju Vnučcu. Ali se želi še kdo drugi prijaviti za obrazložitev glasu? Ne. Potem bom še sam obrazložil svoj glas. Jaz bom vsekakor glasoval proti vetu. In hvaležen sem tistim svetnikom, ki ste premogli dovolj modrosti, da ste vložili to zahtevo za veto. V nasprotnem primeru bi državni svet v javnosti zelo klavrno izpadel. Zelo nenavadno je, da se vse komisije in interesne skupine strinjajo z zakoni, potem pa iščemo proceduralne možnosti, da se o tem ne opredelimo. Meni je popolnoma jasno, da je zakon o državnem svetu in poslovnik državnega sveta nad nami vsemi, z možnostjo demokratične razprave o sprejetih amandmajih. Včeraj sem želel odstreti vsak dvom v to, da se je državni svet vetu odpovedal na lepe oči, ne pa, da je o tem razpravljal in sprejel sklep o odpovedi vetu na podlagi dejstev in strinjanja z vsebino zakonov. To je bilo onemogočeno. Ampak modus operandi je sedaj vzpostavljen, pričakujem, da v prihodnje bo za večino zakonov šlo tako. Svetnice in svetniki ste tako želeli in jaz proti vaši volji ne bom šel. Bomo se pa kmalu znašli v zanimivih proceduralnih situacijah in ja, upam, da smo se iz tega, kar se dogajalo včeraj, vsi kaj naučili. Torej, ni več prijavljenih obrazložitvi glasu. Bogomir Vnučec, prosim, da spustite roko. Hvala lepa. Glasujemo. Na glasovanje dajem amandma k predlogu zahteve državnega sveta. Pardon, se opravičujem. Na glasovanje dajem predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. EPA 1122, pomišljaj Rimska 8, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Kdor bo glasoval za sklep, ki ste ga prijeli po elektronski pošti, glasuje za veto. Kdor bo glasoval proti sklepu, glasuje proti vetu. Sekretar, imam prav? Tako je. Torej še enkrat. Kdor glasuje za veto. Kdor glasuje proti vetu. Pričenjamo z glasovanjem najprej po videokonferenci. Bogomir Vnučec. Glasujem proti vetu. Hvala. Bojan Režun. Glasujem proti. Hvala. Bojana Potočan. Glasujem proti vetu. Hvala. Branko Šumenjak. Glasujem proti. Hvala lepa. Branko Tomažič. Glasujem proti vetu. Hvala lepa. Cvetko Zupančič. Glasujem proti. Hvala. Danijel Kastelic. Glasujem proti. Hvala. Davorin Terčon.
Glasujem proti. Hvala. Dejan Crnek. Glasujem proti. Hvala. Dušan Strnad. Glasujem proti vetu. Hvala. Franc Golob. Franc Golob, prosim. Franca Goloba nimamo na zvezi, poklical ga bom na koncu. Franci Rokavec. Glasujem proti. Janoš Keren. Glasujem proti. Jože Smole. Glasujem proti vetu. Hvala obema. Ladislav Rožič. Glasujem proti. Hvala. Lidija Jerkič. Proti. Hvala. Marija Lah. Glasujem proti. Hvala. Marko Zidenšek. Glasujem proti vetu. Hvala. Matjaž Švagan. Glasujem proti vetu. Hvala. Marjan Mavčec. Proti vetu. Hvala. Milan Ozimič. Glasujem proti vetu. Hvala. Miroslav Ribič. Glasujem proti vetu. Hvala. Mitja Gorenšček. Glasujem proti. Hvala. Oskar Komac. Proti. Hvala. Peter Požun. Proti. Hvala. Rajko Fajt. Glasujem proti vetu. Hvala. Samer Kalil. Proti. Hvala. Srečko Ocvirk. Glasujem proti. Hvala. Tomaž Horvat. Glasujem proti vetu. Hvala. Igor Velov. Glasujem proti vetu. Hvala. Še enkrat bomo poskušali priklicati državnega svetnika Goloba. Samo trenutek. Franc Golob. Nimamo povezave z Francem Golobom. Glasujemo v dvorani. Igor Antauer. Glasujem proti vetu. Hvala. Dr. Matjaž Gams. Proti. Hvala. Tone Hrovat. Glasujem proti vetu. Hvala. Bojan Kekec. Glasujem proti. Hvala. Branka Kalnić-Črnšak, ne spomnim se, da sem vas poklical ali... Ne, meni je zmrznil internet in nisem glasovala, Glasujemo tako o da vetu. Izvolite, imate možnost. glasujem proti. Hvala lepa, dr. Branka Kalnić-Črnšak. In še zadnjič poizkušam z Francem Golobom. Franc Golob, imamo zvezo ali ne? Ja, hvala lepa. Glasujem proti. Hvala lepa. Ali je mogoče še kdo izmed svetnic in svetnikov na videokonferenčnem sistemu, ki ga nisem uspel preklicati? Ugotavljam, da ne. Tudi sam osebno glasujem proti vetu. 36 državnih svetnic in svetnikov je glasovalo proti. Nihče ni glasoval za. Ugotavljam, da predlagane zahteve državni svet ni sprejel z 36 glasovi proti in nobenim glasom za. Zaključujem prvo točko dnevnega reda, prehajamo na drugo točko dnevnega reda. Predlog odložilnega veta na zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, EPA 1120 pomišljaja rimska 8. Državni zbor je zakon sprejel na 35. izredni seji 28.4.2020. Kot gradivo ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem seje. Predlog odložilnega veta skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim Milanom Ozimičem ste prejeli po elektronski pošti 30.4.2020 s sklicem seje. Predlog zahteve državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim Milanom Ozimičem, ste prejeli 30.4.2020 po elektronski pošti. Obravnavala ga interesna skupina lokalnih interesov. Stališče interesne skupine ste prejeli danes po elektronski pošti. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve državnega sveta vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta zahteve, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Ali želi predstavnik predlagatelju predloga odložilnega veta podati obrazložitev njegove vsebine in hkrati predstaviti tudi stališče interesne skupine lokalnih interesov? Državni svetnik Milan Ozimič, izvolite, imate besedo. 15 minut.
ne bi podajal posebne obrazložitve. Obrazložitev, ki je bila pod prvo točko, velja za vse 3 zakone v paketu. In tudi opredelitev interesne skupine. Zahvaljujem se predstavniku interesne skupine in predlagatelju, obenem državnemu svetniku Milanu Ozimiču. Ali želijo besedo predstavniki ostalih interesnih skupin? Da. Besedi se je prijavil predstavnik interesne skupine delodajalcev Igor Antauer v dvorani. Hvala lepa. Ne bom ponavljal na dolgo in široko, stališče tudi k tej točki oziroma k temu zakonu enako kot pri prvi točki. Delodajalska skupina se je povedala, da ne bo vlagala niti podpirala veta. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku interesne skupine delodajalcev. Ali želijo razpravljati tudi drugi predstavniki interesnih skupin? Ne vidim prijavljenih, zato odpiram razpravo. Ali želijo razpravljati državne svetnice in svetniki? V dvorani prijav ne vidim. Prav tako ne v videokonferenčnem sistemu. Zaradi tega zaključujem razpravo. Ali želi predstavnik predlagateljev še besedo? Predvidevam, da ne. Ne? Ne. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Nihče. Torej, na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, EPA 1120-8, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Glasujemo najprej videokonferenčno. Bogomir Vnučec. Proti vetu. Hvala. Bojan Režun. Proti. Hvala. Bojana Potočan. Glasujem proti vetu. Hvala. Dr. Branka Kalnič-Šemšak. Glasujem proti. Hvala. Branko Šumenjak. Glasujem proti. Hvala. Branko Tomažič. Glasujem proti. Hvala. Cvetko Zupančič. Proti vetu. Hvala. Danijel Kastelic. Glasujem proti vetu. Hvala. Davorin Terčon. Glasujem proti. Hvala. Dejan Crnek. Glasujem proti. Hvala. Dušan Strnad. Glasujem proti vetu. Hvala. Franc Golob. Glasujem proti. Hvala. Franci Rokavec. Glasujem proti. Hvala. Janoš Keren. Proti. Hvala. Jože Smole. Glasujem proti vetu. Hvala. Vladislav Rožič. Glasujem proti vetu. Hvala. Lidija Jerkič. Proti. Hvala. Marija Lah. Proti vetu. Hvala. Marko Zidenšek. Glasujem proti vetu. Hvala. Matjaž Švagan. Glasujem proti vetu. Hvala. Marjan Mavčec. Proti vetu. Hvala. Milan Ozimič. Glasujem proti vetu. Hvala. Miroslav Ribič. Proti vetu. Hvala. Mitja Gorenšček. Glasujem proti. Hvala. Oskar Komac. Proti. Hvala. Peter Požun. Proti. Hvala. Boris Popovič. Glasujem proti vetu. Hvala. Rajko Fajt. Proti vetu. Hvala. Samer Kalil. Glasujem proti. Hvala. Srečko Ocvirk. Glasujem proti. Hvala. Tomaž Horvat. Glasujem proti vetu. Hvala. Igor Velov. Proti. Hvala lepa. Glasujemo v dvorani. Igor Antauer. Glasujem proti vetu. Hvala. Dr. Matjaž Gams. Proti. Hvala. Tone Hrovat. Proti vetu. Hvala. Bojan Kekec. Proti. Hvala. In jaz osebno glasujem proti vetu. Ugotavljam, da je proti vetu glasovalo 37 državnih svetnic in svetnikov, za ni glasoval nihče in ugotavljam, da predlagane zahteve državni svet ni sprejel z nič glasovi za
in 37 glasovi proti. S tem je izčrpana tudi druga točka dnevnega reda. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. Predlog odložilnega veta na zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 COVID-19 EPA 1121/8. Državni zbor je zakon sprejel na 35. izredni seji 28.4.2020, kot gradivo ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem seje. Predlog odložilnega veta skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim Milanom Ozimičem ste prejeli po elektronski pošti 30.4. prav tako s sklicem seje. Predlog zahteve državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim Milanom Ozimičem, ste prejeli danes 30.4. po elektronski pošti. Obravnavala ga interesna skupina lokalnih interesov, tudi stališče interesne skupine ste prejeli danes po elektronski pošti. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve državnega sveta vložite v pisni obliki. Predlagam, da takoj pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta z zahtevo, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Sprašujem predlagatelja oziroma predstavnika predlagatelju predloga odložilnega veta, če želi podati obrazložitev njegove vsebine in hkrati predstaviti stališče interesne skupine lokalnih interesov. Milan Ozimič, izvolite. Se upravičujem. Sem se sam priklopil. Ja, hvala lepa, ker se mi je ta meni izključil. Ja, ampak mislim, da sem že prej povedal, da ni potrebna več dodatna opredelitev, tako da ne želim dodatne obrazložitve pri tej točki. Hvala. Niti v imenu predlagatelja, niti v imenu interesne skupine. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelju in nobenem predstavniku interesne skupine. Ali želijo besedo predstavniki ostalih interesnih skupin? Da. V besedi se je prijavil v dvorani predstavnik interesne skupine delodajalcev, državni svetnik Igor Antauer, izvolite. Hvala, na kratko zopet stališče interesne skupine delodajalcev je tudi k tej točki oziroma k temu zakonu bilo enako kot prejšnjim, to se pravi, ne podpiramo veta. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku interesne skupine delodajalcev, državnemu svetniku Igorju Antauerju. Sprašujem ostale predstavnike interesnih skupin, ali želite obrazložiti stališče interesnih skupin? Ne. Odpiram razpravo, ali želijo besedo državne svetnice in svetniki. V dvorani ni prijavljenih, ali želi kdo v videokonferenčnem sistemu. Ugotavljam, da se v videokonferenčnem sistemu nihče ni prijavil k razpravi, s tem je razprava zaključena. Predvidevam, da predstavnik predlagatelju predloga odložilnega veta ne želi več podati dodatnih obrazložitev. Se motim? Ne želi. Hvala lepa, zahvaljujem se državnemu svetniku Milanu Ozimiču. Ali želi kdo obrazložiti svoj glas? V dvorani ni prijavljenih, prav tako ne v videokonferenčnem sistemu. S tem prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembi in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 COVID-19 EPA 1121/8, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Glasujemo v videokonferenčnem sistemu. Bogomir Vnučec. Proti vetu. Hvala. Bojan Režun. Proti. Hvala. Bojana Potočan. Glasujem proti vetu. Hvala. Branka Kalenić-Remšak. Proti vetu. Hvala. Branko Šumenjak. Proti vetu. Hvala. Branko Tomažič. Proti vetu. Hvala. Cvetko Zupančič. Proti vetu. Hvala. Danijel Kastelic. Glasujem proti vetu. Hvala. Davorin Terčon. Glasujem proti. Hvala. Dejan Crnek. Glasujem proti. Dušan Strnad. Hvala lepa, Dejan. Glasujem proti vetu. Hvala. Franci Golob. Glasujem proti. Hvala. Franc Rokavec. Glasujem proti. Hvala. Janoš Keren. Glasujem proti. Hvala. Jože Smole. Glasujem proti. Hvala. Vladislav Rožič. Glasujem proti vetu. Hvala. Lidija Jerkič. Proti.
Hvala. Marija Lah. Glasujem proti vetu. Hvala. Marko Zidenšek. Glasujem proti vetu. Hvala. Matjaž Švagan. Glasujem proti vetu. Hvala. Marjan Mavčec. Proti vetu. Hvala. Milan Ozimič. Glasujem proti vetu. Hvala. Miroslav Ribič. Glasujem proti. Hvala. Mitja Gorenšček. Glasujem proti. Hvala. Oskar Komac. Proti. Hvala. Peter Požun. Glasujem proti. Hvala. Boris Popovič. Glasujem proti vetu. Hvala. Rajko Fajt. Glasujem proti vetu. Hvala. Samer Kalil. Glasujem proti. Hvala. Srečko Ocvirk. Glasujem proti. Hvala. Tomaž Horvat. Glasujem proti vetu. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje v dvorani. Državni svetnik Igor Antauer. Glasujem proti vetu. Hvala. Dr. Matjaž Gams. Proti. Hvala. Glasujem proti vetu. Tone Hrovat proti. Hvala. In Bojan Kekec. Glasujem proti vetu. Hvala. Tudi jaz osebno glasujem proti vetu. Ugotavljam, da se opravičujem, iz zaslona mi je izginil Igor Velov, samo trenutek. Igor Velov, nimam vas prijavljenega v videokonferenčnem sistemu. Prosim, če se še enkrat prijavite, Igor Velov. Igor Velov ima težave z prijavljanjem. Prosim vse skupaj za trenutek potrpljenja. Če Igorju Velovu uspe v naslednjih nekaj minutah, bomo upoštevali tudi njegov glas. Spoštovane kolegice in kolegi, Igorju Velovu se še ni uspelo prijaviti v videokonferenčni sistem, glede na to, da njegov glas ne spremeni oziroma ne vpliva bistveno na odločitev Državnega sveta, mi dovolite, da razglasim rezultate glasovanja. Ugotavljam, da predlagano zahtevo Državni svet ni sprejel 36 glasovi proti in nobenim glasom za. S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda in tudi 14. izredno sejo Državnega sveta. Vsem se zahvaljujem za vaše konstruktivno sodelovanje. Na žalost smo potrebovali še eno takšno sejo in takšen obvod, da smo prišli do zaželene rešitve. Meni je zelo žal, da nismo uporabili vseh demokratičnih možnosti, ki smo jih imeli in ki sem jih včeraj poskušal izrabiti. Posledice takšnih odločitev bomo čutili vsi v prihodnje. O tem ne želim zdaj razpravljati, ampak kmalu bo vidno, o čem sem dvomil in o čem sem razmišljal. Še enkrat vsem skupaj hvala lepa. Preden vam zaželim lep preostanek dneva in lepe praznike, vas obveščam, da kar nobena od predlaganih zahtev Državnega sveta za ponovno odločanje o sprejetih zakonih ni bila sprejeta, bom v skladu z 21. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi predsednika Državnega zbora obvestil, da Državni svet ne bo zahteval ponovnega odločanja o zakonih. Spoštovane svetnice in svetniki, seja je bila zaključena četrtek 30. aprila ob 12:54. Lepo se imejte in čim lepše preživite te dni, ko ne bomo skupaj. Nasvidenje. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala enako. Lep pozdrav, srečno. Lep pozdrav, nasvidenje. Enako, lep pozdrav. Lepo praznovanje 1. in 2. maja v imenu delavcev. Hvala lepa tudi v imenu delodajalcev. Hvala enako. Jo, šel.